Beletrina v živo. Drage gledalke, dragi gledalci, drage bralke, dragi bralci, dobrodošli v novi epizodi niza Beletrina v živo. Danes se bom Andraž Gombač pogovarjal z doktorjem Gorazdom Kovačičem z oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Z nama pa je slovita dama Hannah Arendt s knjigo Eichmann v Jeruzalemu, poročilo o banalnosti zla. Knjiga je v slovenščini prvič izšla leta 2007 v zbirki Koda pri tedanji študentski založbi, v prevodu Polone Glavan, ponatis pa letos pri Beletrini. Doktor Kovačič, najprej vprašanje, ki se mi je zdaj porodilo na poti sem, koga smo spoznali prej, Hanno Arendt ali Adolfa Eichmanna? Ker sam moram priznati, da sem do Hanne Arendt prišel nekega poznega večera, ko je pred kakimi 25 leti Slovenska nacionalka na prvem programu predvajala izvrsten črno-bel dokumentarec, pravzaprav lepljenko mozaik posnetkov sojenja v Jeruzalemu, sojenja nacističnemu zločincu Adolfu Eichmannu. In ta dokumentarec me je tako presunil, da sem potem hotel čim več vedeti o tej temi in seveda prvo ime, na katero naletiš ob Adolfu Eichmannu, je Hannah Arendt, ki je o tem pisala. Kaj pa vi? Jaz osebno sem prej prišel do Hannah Arendt, ker sem se v študentskih letih znašel v krogu Vlasta Jalošič in Tonča Kuzmaniča, ki sta na naši fakulteti imela izbirni predmet, kjer smo se ukvarjali tudi z njo. Potem pa tudi v okviru nekih bralnih krožkov, ki smo jih organizirali na Mirovnem inštitutu in tako naprej. Drugače pa bi se strinjal, da pri tako zahtevni mislici kot je Arendt, ki ima pač specifične jezikovne postopke, svoj teoretski okvir, ki je tudi rahlo izmuzljiv in tako naprej, je morda ravno ta knjiga o Eichmannu eden najboljših možnih vstopov v njen opus. No, napisala jih je več, samo povejmo, katere imamo v slovenščini. Vita activa, kaj je filozofija eksistence, izvori totalitarizma, resnica in laž v politiki, med preteklostjo in prihodnostjo, s podnaslovom 6 vaj v političnem mišljenju, pa o nasilju, o revoluciji, predavanja o Kantovi politični filozofiji. Veliko je knjig, ne? Ja. Imamo tudi vašo knjigo o njej, torej to je doktorska, mislim, da tu vidimo doktorska disertacija vaša, ne? Proti družbi. Predelana, ja. Koncept družbenosti pri Hanni Arendt in meje sociologije. To je nekaj drugega, torej to ne govori o totalitarizmu takem, o kakršnem pri Eichmannu, ne? In o zločinu. Ampak vendarle se verjetno navezuje tudi na to, ne? Ta njena razlaga družbe. Se navezuje tudi na to in tu imam eno poglavje o njeni knjigi Izvori totalitarizma, ampak tu v tej knjigi me je v celotnem njenem opusu zanimala neka plast in to je njen koncept družbe, ne? Kar ni ravno neka osrednja problematika te knjige o Eichmannovem sojenju. Pa bi lahko vendarle povzeli dovolj strnjeno, kako družbo vidi Hannah Arendt. Kaj je družba posamezniku? Kakšen je med njima odnos? Družba je za Arendt predvsem nek zelo specifičen način eksistence. Bolj kot ne tiste oblike bivanja, tiste prakse, ki jim reče družba, družbeno in tako naprej, vrednoti negativno. In jaz sem prečesal po dolgem in počez njen opus, da bi rekonstruiral, zakaj gre, ker me je stvar zelo zanimala in sem ugotovil, da pomeni, da se ta pojem zgošča okrog več pomenov, ne. En pomen je ta, da ko govori o neenakostih, uporablja pojem družbe ali pa družbeno v pridevniški obliki, potem o družbi govori v kontekstu konformizma, ne. O družbi govori tudi v kontekstu povzpetništva, govori tudi o neki totalni vladavini družbe, v smislu množična družba, potrošniška družba in tako naprej. Skratka, nekaj, kar vzpostavlja popolnoma drugo perspektivo na ta osrednji pojem sociologije oziroma družboslovja. No, na družbo in na druge, na večino se je pa skliceval tudi Adolf Eichmann, ne? Eichmann se je skliceval na javno mnenje, skliceval se je tudi na domnevno perspektivo žrtev.
Namreč zdaj, če zakopljeva v to knjigo, ne, to je poročilo o sodnem procesu nacističnemu zločincu Adolfu Eichmannu, ki je bil zadolžen za organizacijo transporta Judov v uničevalna taborišča, tudi za proces, kako organizirati to, da Jude po tekočem traku spravite iz prvotnega položaja, kjer še so člani neke skupnosti, imajo neko premoženje, nek status in tako naprej. Na koncu birokratskega tekočega traku imajo pa samo enosmerno vozovnico proti taborišču in ostanejo brez premoženja. Tako da Eichmann je bil logist. Morda velja povedati tudi, da ob koncu vojne, ko so začeli iskati vojne zločince, za Eichmanna pravzaprav niso vedeli, niti ni bil tako razvpit kot nekateri drugi in se je dokaj lahko izmuznil, s pomočjo Mednarodnega Rdečega križa, dobil ponarejene dokumente. Eichmanna so celo areterali, ampak nekako niso uspeli na tistih zaslišanjih ugotoviti, kdo je oziroma kakšno vlogo je igral in so ga izpustili. Zato, ker treba je vedeti, da takrat leta 1945 je bila Evropa pač polna nekih aretiranih oseb in preprosto ni bilo dovolj pravosodnega aparata, da bi sploh lahko rekonstruiral vse dogodke in kolikor to korektno ugotavljal o individualni krivdi ali nedolžnosti. Tako da številni so se takrat izmuznili, tudi Eichmann je pobegnil pač v Argentino. Se je pa njegovo ime pojavljalo leto pozneje velikokrat na nürnberških sodnih procesih. Veliko ljudi se je sklicevalo nanj. Ja, no, ampak zdaj, kaj je eden glavnih problemov, ki ga je Hannah Arendt spremljala in ga tudi reflektirala, ko je pač se udeležila sodnega procesa kot opazovalka. Dobila je novinarsko akreditacijo in pisala za neko revijo, pač v bistvu serijo reportaž iz sodnega procesa. V kazenskem pravu je predpostavka ta, da so storilci racionalna bitja, da imajo individualno odgovornost in da so bili v položaju, če so bili prištevni in tako naprej, ko so lahko izbirali, ali bodo izvajali zločin ali bodo pač to zavrnili. Se pravi, gre za vprašanje, kako Eichmannu dokazati individualno odgovornost. Tu pa zadeve postanejo zapletene iz več vzrokov in eden od vzrokov je bil ta, da se je Eichmann precej prostodušno v svoji obrambi skliceval na to, da nihče, s katerim je imel opravka, niti opazovalci procesa holokausta in celo ne same žrtve ali pa judovski funkcionarji pravzaprav niso kazali neke nepripravljenosti za sodelovanje v celotnem procesu. Se pravi, Eichmann je bil uradnik zločinske države. Države, ki je sprevrnila moralni red. Če v vseh civilizacijah veljajo neka temeljna pravila, recimo ne ubijaj in tako naprej, je v nacistični državi veljala nasprotna norma. Norma je bila ubijaj. Vse, ki so pač rasni nasprotniki in je človek moral torej po neki drugi logiki iz nekega drugega vera presojanja črpati moč za to, da bi se uprl temu, kar je bil v bistvu državni ukaz. In Eichmann je bil del tega kolesja, sam je bil deležen ukazov in sam je naprej dajal ukaze in izvajal logistiko. In za vsako sodišče, ki sodi zločincu, je seveda izziv, kako dokazati oziroma preveriti odgovornost. Pri Eichmannu je bil pa problem v tem, da je govoril, da so celo Judje kot skupina, kot skupnost na čelu s svojimi voditelji kar precej pokorno sodelovali pri celotnem procesu, ki jih je peljal iz njihovih prejšnjih skupnosti. Tako imenovani judovski sveti, kar je bilo pogubno, torej s tem so drastično narasle številke teh žrtev njihovih. Ja, Arendt je v tej knjigi pač ne samo popisala sodni proces in razpravljala o pač pravno-filozofskih problemih tega sodnega procesa, vmes je seveda vključila tudi kratko zgodovino vseh teh judovskih transportov in tako naprej po posameznih državah in tam so pravzaprav podatki fascinantni. Namreč obstajajo države, kjer je obstajal organiziran odpor proti holokaustu, recimo Danska, Bolgarija, Belgija, v precejšnji meri tudi fašistična Italija. In tam se je potem pokazalo, da ko so nacistični izvajalci nalog holokausta naleteli na širok odpor prebivalstva, domačih institucij in tako naprej,
ali pa samih žrtev, jih je nenadoma minila tista zverinska okrutnost, kakršna je sicer značilna za izvajanje tega genocida na vzhodu Evrope. Ne. Tako da obnašanje, spravo ravnanje, delovanje ali pa nedelovanje ostalih delov prebivalstva, od samih tarč genocida do nacionalnih institucij družbene večine v okupiranih državah, je imel pomemben vpliv na to, ali je bil genocid tako rekoč 99% učinkovit, ali pa so skušali posamezne Jude skrivati, jim rekli, poslušajte, grozi vam katastrofa, pojdite v ilegalo, pojdite v gozdove, v partizane, karkoli. In v takih primerih, kljub temu, da so jih lovili, so jih uspeli najti in pomoriti bistveno manjši delež. Eichmann je pa seveda imel opravka, predvsem je deloval predvsem v tistih okoljih, kjer je ta industrijski proces sistematičnega zajema judovske populacije, razčlovečanja, ubijanja volje in na koncu transporta na množična morišča, kjer je bil učinkovit, in njemu se je zdelo, da pravzaprav žrtve niso nasprotovale temu procesu in samemu ubijanju, in je celo pomembno prispeval k tej množični manipulaciji žrtev tudi s pomočjo judovskih funkcionarjev, ker se mu je zdelo, da na ta način je ljudem, ki jim je bila namenjena po Führerjevem ukazu smrt, prihranil nepotrebno trpljenje. Tudi sam se je izobrazil, ne, v judaizmu, naročil se hebrejščine. Eichmann je imel, kot je nekdo rekel, osebnost poštarja, prebral je približno 2 knjigi v življenju, imel se je za strokovnjaka za judaizem in tako naprej, ampak to je bilo bolj njegovo hvalisanje. Ne. Problem tule, ki sem ga prej odprl, je bil ta, ne, v kakšnem smislu je bilo mogoče reči, da je bil Eichmann kriv, če se je pa na sodišču skliceval na Kantov kategorični imperativ in rekel, pa saj so žrtve same voljno sodelovale v procesu, ki sem ga organiziral, kako bi torej lahko pomislil iz njihove perspektive, da je cel proces na neki ravni zločinski, hkrati je bil pa seveda, ni bil v nasprotju z državnimi zakoni, ampak skladen z državnimi zakoni zločinske države. Ni ubogal le ukazov, ubogal je tudi zakon, je opozorila Hannah Arendt, ne, pri tem njegovem sprevračanju Kanta. Nedvomno je ubogal zakone, bil je tudi zelo vnet, zelo iznajdljiv pri izvajanju zakonov, nedvomno mu je šlo tudi za njegovo kariero, da bi iz nikogar postal nekdo. Ne, popolnoma nesrečen je postal v zadnjih mesecih vojne, ko je izgubil pomembno vlogo v holokaustu. Takrat so že demontirali plinske celice. Je pa vztrajal še zmeraj pri izvajanju tega programa, ne, za katerega je bil zadolžen. Ne? On je pa, urnik mu je bil svet. Dosledno je izvajal program, skušal povečevati njegovo učinkovitost in se nekako tolažil s tem, da so mu to naročili. Ker s krčico mu pa hoteli program zaradi težav na vzhodni fronti, ne? Torej, vlake in tako naprej. Arendt pravi tako, ne, v razmerah, ko je Nemčija izgubljala vojno, ko je logistika šepala, ko je zavezniško letalstvo bombardiralo vojaške in transportne kapacitete, je pravzaprav bilo iz vojaškega vidika neracionalno, da so toliko teh kapacitet porabili za transporte v okviru genocida, ki je še vedno trajal. Ne. Z vojaškega vidika bi bilo smiselno to dati na stranski tir, ampak tu se kaže fanatizem nacističnega režima, ne, ki je tudi v razmerah, ko je bilo vsem jasno, da je vojaški poraz in kolaps neizogibanja, še vedno vztrajal pri svojih ideoloških ciljih. Reciva še kakšno o tem znanem podnaslovu, poročilo o banalnosti zla. Kaj je ta banalnost zla, tolikokrat citirana? Ja, zaradi tega je bila ta knjiga tudi tolikokrat kritizirana in je med judovskimi nacionalističnimi krogi Arendt še danes izobčena avtorica, jo imajo za eno od tistih, ki so podlegli samo sovraštvu Judov. V resnici ona ne govori o tem, da bi bilo zlo banalno, ne? Zlo je bilo pač pošastno, bilo je tako razsežno, bilo je kvalitativno tako drugačno od vsega dotlej znanega, da ga je pravzaprav bilo težko misliti, težko koncipirati, težko sploh opredeliti tip zločina, za katerega bi bilo mogoče ustrezno soditi.
Tisto, kar je bilo banalno, je bil pa sam storilec. Ne. Storilec je bil v bistvu kot osebnost, neka popolnoma brezvezna figura, ne. Zelo plitev človek. Človek, ki se je zatekal k klišejem, se je izogibal refleksiji tega, kar počne, govoril pač skrajno birokratski jezik, namenjen temu, da se je sistematično izogibal odgovornosti. Tisto, kar je najbolj grozljivo pri vsem skupaj, je ravno ta kontrast med pošastnostjo in glomaznostjo zločina in med banalnostjo storilcev, ki so ta zločin izvajali na način, da so imeli pravzaprav občutek, da hodijo v uradniško službo. No, se lahko preberemo nadlomek. Hannah Arendt tako piše na prvih straneh. Pravica zahteva, da obtoženca preganja, brani in obsodi in da vsa druga vprašanja, ki se zdijo pomembnejša, torej pomembna vprašanja, kako je lahko prišlo do tega in zakaj je prišlo do tega, zakaj Judje in zakaj Nemci, kakšno vlogo so imeli preostali narodi in v kolikšni meri je soodgovorna zavezniška stran, kako so lahko Judje s pomočjo lastnih voditeljev sodelovali pri lastnem uničenju in zakaj so šli v smrt kot jagnjeta k mesarju, ostanejo nerešena. Pravica vztraja pri pomembnosti Adolfa Eichmanna, sina Karla Adolfa Eichmanna, moža v stekleni komori, narejeni zaradi njegove varnosti. Srednje velikega, vitkega, srednjih let, z redčenimi lasmi, slabo prilegajočo se zobno protezo in kratkovidnimi očali, ki skozi ves proces teguje suhljati vrat proti sodnikom, niti enkrat se ne obrne k občinstvu, in ki se obupano in v glavnem uspešno obvladuje, kljub živčnemu trzanju, ki se mu je verjetno zbudilo ob ustih že dolgo pred začetkom tega procesa. To je bil torej ta množični morilec, ne pošast. Človek. Tole je sicer opis nekega človeka, ne, v njegovi vsakdanjosti. Tisto, kar je bilo strašljivo banalno, so pa različne njegove prostodušne izjave. Recimo, da je šlo pri množičnem zaplinjanju za medicinsko zadevo in tako naprej. Ne. Take izjave, kjer mu je ven udaril nacistični diskurs in se ni zavedal, da je s tovrstnimi izjavami pravzaprav dal zelo pomemben prispevek k samoobtožbi. Tako da tisto, kar je banalno, je pač nepripravljenost, da bi se soočil s posledicami svojih dejanj. Ne. Pa tudi to, da je rekel, da on ni imel nič z ubijanjem, ne? On je samo dostavil do klavnice. Tako, ljudi. ne, ni imel nič z ubijanjem, nikogar ni osebno ubil, trdil je, da ni sovražil nobenega Juda, mogoče imel celo kakšne prijatelje med Judi, svojo judovsko izjemo, ki je poskušal pomagati. Tisto, kar je bila njegova služba, je pa imel pač kot službo, ne pa kot nekaj, kar se moralno presoja. Zanimivo, kako Hannah Arendt tega banalnega zločinca poveže z enim največjih mislecev v zgodovini, svojim znancem, prijateljem, Heideggerom, velikim filozofom. Ne? Torej, in kaj ju povezuje Martina Heideggera in Adolfa Eichmanna? Nesposobnost mišljenja. Več stvari jo povezuje, prvič bi rekel karierizem, se pravi pripravljenost sodelovanja pri najbolj zločinskem režimu, kar jih je v zgodovini nastalo, za voljo svoje kariere. Njuno družbeno izhodišče je bilo različno. Eichmann je bil nihče, ki je pač si nadel uniformo in postal pač del kolesja. Heidegger je bil pa znan kot bleščeč filozof, študentje, množice študentov so drle na njegova predavanja in se vpisovali na njegovo univerzo. Oba sta v nekem trenutku iz oportunizma kolaborirala z nacizmom. Heidegger sicer kratek čas, ko se je dal imenovati za rektorja in potem sodeloval pri metanju judovskih kolegov iz službe. Eichmann v nekem bistveno hujšem zločinu. Obema je pa skupno tudi zatekanje v nemišljenje, zatekanje pač v neke fraze. V enem primeru so to banalne fraze neizobraženega človeka, ki se je navzel pač birokratskega žargona. V drugem primeru so pa to visoko leteči filozofski pojmi, ki pa v končni instanci po analizah Arendt tudi pomenijo izogibanje soočanju z lastno odgovornostjo za kolaboracijo. Eichmanna so obesili leta 1962 in njegov pepel raztrosli v morje, tako da nima obeležja in ga nihče ne more slaviti. Tako.
pri mestu pokopa. Koliko pa je bilo od takrat, od leta 62 do danes še Eichmannov? Torej, takih, ki bi imeli priložnost, da bi sodelovali v genocidu, takih razsežnosti ni bilo. Še vedno se pa genocidi žal dogajajo in so, kot kaže, stalnica človeške zgodovine tudi in še zlasti v moderni dobi. Še vedno imamo problem z neučinkovitostjo mednarodne skupnosti, ki nima učinkovitih mehanizmov za sojenje za genocid, tudi za to, da bi recimo z lastnimi policijskimi silami prijelo obtožence, jih pripeljalo v nek zapor, organiziralo sodni proces in tako naprej. Tako da mednarodna skupnost še žal iz zgodb druge svetovne vojne ni dovolj naučila, da bi razvila institucionalne mehanizme za to, za kar po oceni Hannah Arendt gre. Namreč ne gre tu toliko za zločin proti judovskemu narodu, Gre za zločin proti človečnosti, proti človeštvu, ki je pluralno, ki ga sestavljajo raznolika ljudstva, različni ljudje. In Eichmannov zločin je bil v temelju v tem, da ni bil pripravljen biti del človeštva kot pluralne skupnosti. In zato v zaključku poglavja Epilog pravi, da bi ga bilo treba obesiti zaradi tega, ker si noben človek, noben član človeške skupnosti, človeštva ne more želeti sobivati z nekom, ki zavrača samo dejstvo pluralnosti človeškega rodu. In primerna instanca za sojenje takim zločinom je mednarodno sodišče. Nürnberški sodni procesi so vzpostavljali precedenčno pravo, nadgraditi bi bilo to treba z učinkovitim mednarodnim pravosodnim aparatom, ampak še danes temu ni tako. Tako da genocidi se dogajajo, imajo svoje Eichmanne, najdemo jih pa seveda tudi pri kakšnih manj obsežnih zločinih, pri različnih oblikah administrativnega nasilja države nad manjšinami, nad migranti in tako naprej. No, v Sloveniji smo imeli primer administrativnega zločina leta 92, izbrisane. Tako, kjer je sodelovalo kar nekaj Eichmannov, ki niso bili deležni nobenega niti sojenja zaradi zlorabe pravzaprav svoje uradniške funkcije, zaradi preveč vestnega izvajanja navodil iz ministrstva. Tudi niso prišli v zgodovino, ni se napisalo knjig o njih in mogoče imajo to možnost, da še vedno pravzaprav si zatiskajo oči pred tem, kar se je zgodilo in pri čemer so sodelovali in živijo kot Eichmanni v Argentini še naprej. Argentini, ki je seveda tu, ker jim nikamor ni bilo treba zbežati. In zanimivo je seveda vprašanje, kakšno poročilo iz Jeruzalema bi pa Hannah Arendt napisala danes? Tu je pa zanimivo brati njene spise o palestinskem vprašanju iz 40 let, iz časov, ko se je v mandatni Palestini, se pravi nekem polkolonialnem ozemlju pod britansko nadvlado, stopnjeval konflikt med priseljenimi Judi in staroselskimi Arabci. In iz časov, ko je nastala država Izrael, ona je bila glede prihodnega razvoja izjemno pesimistična in je napovedala že tam okrog leta 47-48, da če bo ta država temeljila na ignoriranju interesov sosednjih ljudstev, potem bo na dolgi rok obsojena na militarizacijo, na zatiranje vseh družbenih alternativ, eksperimentov in tako naprej, tudi na omejeno demokracijo in trajno bo odvisna od katere od velesil, kajti sicer se ji bo zelo slabo pisalo. Tako da to, kar je ona pisala kot svarilo svojemu ljudstvu in nastajajoči državi Izrael pred 3/4 stoletja, se danes bere v bistvu kot zelo sveža analiza. Tako. Doktor Kovačič, najlepša hvala za pogovor. Spoštovane bralke, spoštovani bralci, berite Hannah Arendt, da boste bolje razumeli ta naš čas. Hvala. Beletrina v živo.